SBC intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni ponovno, tokrat v prvem letošnjem SBC-vem podcastu intervju. Danes gostim ministrico za zunanje zadeve in predsednico SD, Tanjo Fajon. Lepo pozdravljeni v našem studiu. Kot vedno, vaša gostiteljica bom Katarina Matejčič, tem pa več kot veliko, glede na res razborljiv začetek letošnjega leta, ko smo mislili, da smo videli že vse in doživeli vse v zadnjih letih, se nam letos zgodi še toliko več. Tako da vprašanje za vas. Napeto tako na strankarskem, medstrankarskem, vladnem, na splošno slovenskem političnem prostoru, sindikalnem, evropskem, globalnem. Kaj od tega vas v tem trenutku najbolj skrbi? Najprej hvala za povabilo, pa da izkoristim priložnost. Želim eno srečno in uspešno leto vsem, ki so zdaj z nama. Kaj me najbolj skrbi? Seveda bi si želela, da bo to leto boljše, bolj mirno. Če gledam ne samo v Sloveniji politično, da bo vlada bolj stabilno delovala z rezultati za ljudi, pa tudi v naši regiji in okolici z vsemi konflikti, ki so okoli nas, da bomo lahko kot neka zanesljiva država ustvarjali in prispevali k miru. Zdaj, omenili ste goro enih težav, izzivov so zagotovo tu. Jaz predvsem se največ ta hip ukvarjam z razmerami na Bližnjem vzhodu, z rusko agresijo v Ukrajini, z Zahodnim Balkanom, z evropskimi volitvami. Letos imamo tudi 20. obletnico članstva Slovenije v Zvezi NATO, v Evropski uniji, tako da kar neko prelomno leto v tem oziru. Jaz mislim, da bo precej dinamično, nikoli pa ni hvaležno napovedati, kako se bo izteklo. Zelo dinamično in zahtevno se je začela tudi za SD, ki je nekako cel čas te vlade imel relativen mir, brez afer, vsi ostali so se otepali določenih očitkov. Zdaj s tole sodno palačo in z ministrico, ki sodi v vašo kvoto, se je to malo spremenilo. Bo to vplivalo tudi na vaše javnomnenjske rezultate? V končni fazi SD bil eden redkih, ki je ves ta čas rastel. Se bo to januarja zdaj spremenilo zaradi afere? Dobro ste povedali in ocenili, da smo to prvo leto in pol mandata, ta naša ministrska ekipa, 4 ministri, z rezultati uživali kar zaupanje. Jaz celo verjamem, da se bodo rezultati, če bomo lepo pridno delali naprej, poznali šele pozneje, ker imamo tudi ministri pri sebi eno tako navodilo, da govorimo takrat, ko imamo kaj za povedati in kaj za pokazati. To je bistveno bolj hvaležno, kot da napovedujemo velike spremembe ali dajemo obljube vnaprej. Zato verjamem, da bo tudi čas pokazal še bolj določene rezultate. Zdaj, Ministrstvo za pravosodje, ministrica je pojasnila večkrat v vseh oddajah, kako se je dogajal ta nakup. Tudi nas je znotraj stranke obvestila z vso dokumentacijo in tu lahko samo rečem, znotraj ekipe vodstva trenutno uživa ministrica polno zaupanje, tudi sama verjame, da so postopki tekli tako, kot bi morali. Če pa, kot je dejala, se bo izkazalo, da je bilo kaj narobe storjenega, bo pa takrat tudi ustrezno ukrepala in seveda tudi stranka. Zato jaz ne bi vnaprej prejudicirala, kaj se bo zgodilo. Ministrica zelo spoštuje pravna načela, je sama s področja pravosodja, tako da v tem delu ji za zdaj zaupam, še enkrat pa, kot pravi sama, če je šlo kaj narobe tudi znotraj ministrstva, bo takrat ustrezno ukrepala. Ne bi to v tej trenutku vplivalo na delo stranke, nasprotno, jaz celo vidim, da znotraj stranke smo usposobili izjemno dobre strokovne ekipe, smo zaživeli, še bolj dihamo in predvsem si želimo delati. Torej ne pričakujete, da bi prevzela objektivno odgovornost, politično odgovornost in ali lahko to pomeni novo interpelacijo, ker verjetno bo kdo drug od nje zahteval to, če ne boste vi znotraj stranke oziroma znotraj koalicije? Iskreno, težko sodimo naprej, tudi sama tako pravi, če se bo izkazalo, da je bilo res kaj narobe storjenega,
potem bo zagotovo ona tista prva, ki bo morala prevzeti odgovornost in takrat se bomo naprej pogovarjali. Ne želim pa vnaprej v taki precej resni zadevi karkoli soditi, prejudicirati, kako in kaj. Kakšni so sicer na splošno odnosi v tem trenutku znotraj vlade? Tudi Gibanje Svoboda ne more povsem mirno vstopiti v to novo leto, predvsem zaradi afer premierja. Zdaj je nov postopek pred KPK-jem, še eden, ki ga precej bremeni, torej kako to vpliva na delo in na splošno na odnose znotraj vlade. Mi smo se zelo resno usedli, vrhovi političnih strank znotraj koalicije že lani. Do zdaj smo sedeli 4-krat skupaj, mogoče je to en nov moment našega sodelovanja, ko smo spoznali, več se moramo pogovarjati, bolj resno začrtati sodelovanje v koaliciji, bolj jasno definirati, kako bomo spravljali zakonodaje skozi postopke, da bo več predvidljivosti tudi v državnem zboru. Smo dopolnili protokol o sodelovanju. Če samo pogledam zadnje 2 meseca, jaz mislim, da smo sedeli vsaj 4-krat po več ur skupaj. Tudi to do neke mere krepi zaupanje, predvsem pa očitno je bila velika potreba, da smo to naredili. Tudi zaradi vsega, kar ste omenili, potrjuje, da si želimo skupaj delati, da ne vidimo alternative tej trenutni koaliciji in da se zavedamo odgovornosti. Zdaj dali smo nastavke za to leto, tudi te dni sprejemamo normativni načrt dela vlade za to leto, kjer bomo zelo jasno zastavili skozi vsa ministrstva zakone, ki bodo sprejeti, tako da bo bistveno več predvidljivosti. Ker se nam je res v prvem letu kazalo, eno je seveda poskus napovedovanja velikih reform, ljudje se prestrašijo, ko govoriš o velikih družbenih spremembah. Zdaj smo bolj na tistem, gremo delati z majhnimi koraki in komuniciramo te majhne korake. Tudi veliko je v komunikaciji. Torej, imamo, bi rekla, dobro sodelovanje trenutno, predvsem zavest, da imamo veliko odgovornost, da smo skoraj na polovici mandata. Začrtali bomo zelo jasno delo za to leto, tudi protokol v sodelovanju med parlamentom, vlado, v koaliciji. Bi rekla na koncu, da smo ta hip v dobri kondiciji, mogoče boljši, kar zadeva naše medsebojno zaupanje kot prej. Pa vendarle, vse te afere, tudi postopki pred KPK-ja, pa premier ni edini, ki jih ima. Je to nekaj, kar bremeni trenutno delo, tudi zato, ker se morate v tem trenutku pogajati tako na sindikalno stran, tako na gospodarsko stran. Vam jemlje to nekaj malo moči, zagona in tudi verodostojnosti? To je delo vlade, da se pogovarjamo z vsemi, seveda vse te, bi rekla, nevšečnosti, zgodbe razprtije v domačem prostoru, ne koristijo pravemu zagonu in delu, vedno ovirajo delo, se strinjam. Sindikati normalno, jaz predvsem pravim, dialog z ekonomsko-socialnim svetom, sindikati je ključen, ko pa na drugi strani gledam tudi delo neodvisnih institucij, kot je KPK, ga vedno spoštujem. Tako da tu ne bom komentirala kaj, kako, če naj organi delajo neodvisno svoje delo, potem pa mi prevzemamo odgovornost. Seveda smo v enem težkem obdobju, jaz bi celo rekla, da v celi zgodovini neodvisne države smo praktično, ko so prišle težave, te mogoče malce pogasili, zasuli pesek gor, nekaterim skupinam ugodili, zdaj, ko pa je treba kakšne zadeve bolj korenito spremeniti, ko govoriva o zdravstvu, o plačni reformi, ko govoriva o davkih in vseh teh velikih zadevah, ki pa vplivajo na življenje določenih skupin, ko mogoče komu tudi kaj odvzameš, je pa to bistveno težje, zato je komunikacija potrebna in da res delamo od spodaj navzgor, da ne prestrašimo ljudi in da čim bolj iščemo širši konsenz. Omenili ste, da ne boste komentirali kaj, kako, če, zakaj. Je pa to naredila predsednica države pred kratkim. Vaš komentar in ali tudi ta dodatna napetost na relaciji premier, predsednica vnaša nek dodaten nemir. Ob njeni izvolitvi je izgledala, da bo to sodelovanje dobro. Zelo kmalu se je izkazalo, da je daleč od dobrega. Celo sestanki, ki so bili napovedani, so nekoliko zamrli, menda naj bi bil ta teden sicer spet nov, pa vendarle je to dodaten problem.
Jaz bom govorila z mojega stališča. Jaz z obema predsednikoma, tako s predsednico Republike Slovenije kot z predsednikom vlade dobro sodelujem. Moram tudi veliko sodelovati že stališča, da sem zunanja ministrica, usklajevati stališča zunanje politike in sem redno v stiku. Tako da jaz nimam ne z enim, ne z drugim težave, zagotovo pa ne bom komentirala zares besed ali so bile prenagljene. Na vsak način bi jaz čakala najprej odločitev KPK-ja. Predvsem pa si želim zelo iskreno, da se politiki odgovorno med sabo pogovarjamo, to je naša dolžnost, tudi slišimo in da se zavedamo, da nazadnje, če želimo dobro državi in ljudem, da je ključno sodelovanje in pa seveda medsebojno zaupanje. Politiki je včasih to zelo težko, zlasti, če smo med sabo tekmeci, ampak če smo sposobni to preseči, se mi zdi, da je prava pot naprej. Pa vendarle, če KPK ugotovi kakršnokoli nepravilnost, se bo ponovil scenarij iz leta 2013, ko je zato razpadla Janševa vlada in sicer ne zaradi njegovega lastnega odstopa, temveč ker je to zahtevala njegova takratna koalicija. Zdaj skušate narediti isto, kar je bilo storjeno predsednici Republike Slovenije. Ne bom govorila, če KPK in ko bo KPK odločil, je neodvisna institucija, spoštujem jo, takrat bomo vedeli, kako naprej. Omenili ste reforme, lani ni bilo veliko narejenega, delno izgovor poplave, kar je seveda objektivna okoliščina, ki ni je bilo mogoče predvideti, pa vendarle, kaj se bo letos dejansko premaknilo in katera reforma je tisto, kar SD res misli, da je treba narediti. Torej, kje je treba stvari dejansko premakniti in to ne za spet nek minimalen kozmetični popravek, ampak da se stvari dejansko reče reforma, ne novela ali prenova. Zdaj, jaz se ne strinjam z oceno, da ni bilo veliko narejenega. Če bi gledali po posameznih področjih, bi lahko ugotovili, da pravzaprav kljub ekstremnim poplavam je bilo kar veliko narejenega. Mislila sem od obljubljenega, kar je bilo zastavljeno. Smo imeli energetsko draginjo, prehrambeno draginjo, smo precej omejili cene, tudi energentov. Če gledam samo v gospodarstvu, ker se veliko pogovarjam tudi z ministrom za gospodarstvo, smo blažili posledice majhnega gospodarstva, ranljivih ljudi, gospodinjstev. Kljub temu, da so nas res te katastrofalne poplave močno zaposlile, prizadele finančno, seveda tudi ljudi, in sanacija nas še čaka. Tako da, če gledam, kaj bi si seveda ljudje želeli in pričakovali od nas, pa tudi mi, Socialni demokrati, zaradi česar smo stopili v vlado, je zagotovo zagotoviti kakovostno, trdno javno zdravstveno shemo. Torej, kakovostne javne zdravstvene storitve, to pomeni, da lahko bolniki z enakimi pogoji čim hitreje pridejo do najboljšega načina zdravljenja in seveda zdravil. Tu je rak rana družbe. Mislim, da se je ta ministrica zdaj lotila zdravstvenih rešitev bolje in imam kar več upanja v majhne korake kot veliko reformo. Seveda je tu na prvem mestu skrajševanje čakalnih dob, potem zagotovitev specialistov, družinskega zdravnika. In to bo med ključnimi prioritetami, torej nadaljevanje na področju zdravstva in trdnih javnih storitev. Mi smo si tudi zagotovili prioritete za letošnje leto, ki jih bomo zasledovali. To so trdne javne storitve, ko govoriva tudi o tem, kako ustvarjati gospodarstvo z dodano vrednostjo, torej da krepimo panoge, podjetja, ki lahko tudi veliko prinesejo nazaj našemu gospodarstvu. Nenazadnje smo v državo vrnili eno spoštovanje, če rečem tudi kulturo dialoga s komunikacijo na način, da smo tudi v pravosodju marsikatero stvar spremenili, če pogledava samo, kaj se je dogajalo skozi COVID, ko so bili ljudje tudi sankcionirani neprimerno, neustrezno, da smo to lahko zapeljali nazaj, da smo se začeli veliko bolj pogovarjati z nevladnim sektorjem, z civilno družbo. Tako da
Ja, letos prioritete imamo zelo jasno definirane, zagotovo bo potrebna tu še naprej plačna reforma, tudi okvir davčne reforme bo tisti ključni, kako se bomo lotili. Čakajo nas velike spremembe, ampak smo na poti, da se jih lotevamo. Ampak ta velik stavkovni val, ki se je že začel še povečevati, oziroma to nikjer se ni ustavil, lahko samo preraste v nek cunami, ne kaže na nek zelo dober dialog in razumevanje in tudi hkrati rekli ste krajše čakalne vrste. Če zdravniška stavka traja dlje časa, to pomeni daljše čakalne dobe, ker bodo začeli počasi stvari prestavljati. Že zdaj obravnavajo v tej prvi fazi najbolj nujne, kar pomeni do 18. starejše nosečnice, onkološke bolnike, nujne bolnike in podobno. Torej, začetek leta nekako ne kaže na dober dialog, razumevanje in tudi ne na to, da bi stvari šle v to smer, torej recimo v skrajševanje čakalnih vrst. Ampak glejte, rešitve se iščejo, dialog poteka, tudi sindikati in tudi ministrske ekipe so se v določeni meri zamenjale, dale nove nastavke, tako da jaz ne bi bila pesimistična. Ker imamo zavedanje, kaj je potrebno spremeniti, to se ne bo zgodilo v tem mandatu, verjetno vse te napovedane spremembe tudi nikoli nismo obljubljali, da se bodo zgodile. Če se niso uspele v zadnjem desetletju, v zdravstvenem sistemu smo nakopičili vrsto težav. Tako da jaz imam zaupanje trenutno v nove ministrske ekipe, dialog je pa ključen, brez dialoga z socialnimi partnerji, tudi z ekonomsko-socialnim svetom. Na vseh teh področjih, ki jih resorna ministrstva pokrivajo sindikati, je seveda ključen in tu bo treba pač trdo delati in se predvsem poslušati. Ne bom zaključila, da se bodo stavke nadaljevale in ne bo posluha ne na eni in drugi strani, ker mislim, da medsebojni interes za reševanje problemov za ljudi je tu. Zdravniki recimo pravijo, da ne stavkajo samo zaradi plač, čeprav je to njihova prva stavkovna zahteva, torej tudi zato, ker neke zdravstvene reforme lani ni bilo. Ostali sindikati stavkajo tudi zato, ker ni bilo plačne reforme oziroma reforme javnega sektorja. Nezadovoljno je gospodarstvo in kmetje, tudi zato, ker ni bilo davčne reforme. Torej zelo konkretno, katera od teh bo, čeprav recimo gospodarstvo ravno prejšnji teden reklo, morda je celo bolje ne iti v neke nove spremembe, sploh če bodo spet minimalne. Ravno lani smo imeli, pa prejšnja vlada je svoje naredila, če zdaj vi naredite še ene, to pomeni še bolj nestabilno davčno okolje, kar tujce in tudi slovenska podjetja odganja. Torej, kaj od tega bo dejansko zdaj narejeno, nekaj po sili razmer, ker enostavno sicer bomo imeli leto stavk in delno zato, ker enostavno res želite stvari spremeniti. Zagotovo, glejte, to, kar sem prej povedala, bomo v tem letu skušali narediti nastavke davčnih sprememb, plačno reformo, pokojninsko prenovo, vse to so tiste ključne prioritete. Nadaljevalo se bo delo na področju zdravstva, tudi stanovanjske politike. Tu vse smo zdaj, ko smo te pogovore imeli, postavili za prioritete. Vsaj nekaj teh sem omenila. Treba je postaviti nek jasen fiskalni, finančni okvir, kako si bomo zagotavljali stabilno, vzdržno financiranje. To je povezano pa z drugimi, od pokojninske reforme, plačne. Zelo jasno je, da moramo narediti bolj uravnovešeno plačno lestvico, to so zahtevni pogovori in tu pričakujemo zdaj najprej nastavke znotraj koalicije, da bomo imeli jasna izhodišča, ki jih bodo resorni ministri predstavili, da uskladimo ta izhodišča, potem se bodo pisali zakoni in ko bomo imeli zakone sprejete in usklajene znotraj koalicije in z drugimi partnerji, bomo šli skozi postopke. Jaz mislim, da bomo zagotovili bistveno več predvidljivosti skozi procese sprejemanja zakonodaje in tudi skozi vlado in parlament s tem ravno dogovorom, ki smo ga dali. Ja, imamo jasne prioritete, ki sem jih prej naštela, imamo pa tudi jasno definirano, kako bomo vodili postopke, da bomo vključevali vse partnerje v proces in potem tudi skozi pristojne institucije peljali čim bolj predvidljivo zgodbo, tudi z širšimi javnimi obravnavami, ker to vendarle so velike spremembe, kjer morajo ljudje razumeti, zakaj gre in seveda zraven sodelovati.
Masa plač v javnem sektorju je lani se povečala za več kot 10%, kar pomeni za več, kot se je dvignila inflacija. Zahteve se vrstijo iz dneva v dan. Je sploh v proračunu še kaj prostora za pogajanja? V končni fazi imamo zdaj že nekaj let proračunski primanjkljaj in ne samo zaradi enkratnih nepredvidljivih dogodkov. Fiskalni svet opozarja na zelo nepredvidljivo pripravo proračunskih dokumentov, prenapihnjene številke, kar se je potem tudi izkazalo za številke iz leta 2013, torej poraba ni bila taka, kot je bila predvidena ob rebalansu. Je sploh manevrski prostor za pogajanja s sindikati, če se seveda prihodkovna stran ne spremeni in to bistveno? No, na vsak način moramo na prihodkovni strani narediti bistveno več, mogoče v preteklosti ni bilo dovolj, ampak še enkrat, zato imamo ministra za javno upravo, ki je pristojen za plačno reformo in ne bi bilo niti primerno, da jaz zdaj govorim, kakšni bodo ti nastavki, dokler nam on ne bo predstavil svojih izhodišč in dokler se znotraj koalicije ne dogovorimo o izhodiščih. Imamo to zdaj pred sabo, imeli bomo tudi en vrh koalicije v kratkem in se bomo seznanili s tem, prav kako bomo šli po vrsti teh sprememb. In plačna reforma je reforma, s katero se bo zagotovo ukvarjalo Ministrstvo za javno upravo, tako kot z davčnimi spremembami Ministrstvo za finance. In ko bomo imeli ta izhodišča na mizi, bo bistveno bolj jasno, ko jih bomo uskladili, kako bomo zadeve peljali. Minister za javno upravo je rekel, da se bo v zelo kratkem na vladi imenovala nova širša pogajalska skupina, ker ta, ki se vsaj za zdaj pogaja z zdravniki, ni bila prav uspešna. Je torej potrebno, da dejansko cela vlada stopi skupaj, se tudi ministrstva, ki morda niso direktno vpletena, kot ste rekli, javna uprava in finance, vplete v ta pogajanja, ker sicer se nam lahko zgodi leto stavk? Zagotovo je to delo vlade, ki je skupno in mi se tudi potem na vladi usklajujemo in sprejemamo ta izhodišča in zakone. Ko bomo prišli do te točke, bo tudi verjetno kakšna javna obravnava, bomo govorili o koaliciji, bomo sporočali tudi preko medijev tisto, kar bo potrebno sporočati. Absolutno seveda ni to zdaj odgovornost samo enega ministra, ampak so resorni ministri, ki za to predstavijo izhodišča in takrat se bomo o tem tudi najprej pogovarjali v vrhovih strank, da ta izhodišča tudi uskladimo. Se lahko zgodi, da je finančni minister na koncu glavni pogajalec, denar je tisto, kar na koncu najbolj šteje? Zelo velikokrat je seveda finančno ministrstvo tisto, ki vleče zavoro na različnih področjih upravičeno, ker gleda skozi finance, kaj se dogaja, in tudi to se nam je dogajalo v preteklosti. Zaradi poplav so morali linearno praktično vsi zmanjševati svoje proračune, ker nas praktično vse udari pri svojih prioritetah. Tudi znotraj tistih danih razmer, koliko je denarja na voljo, smo morali prilagoditi svoje usmeritve in toliko fleksibilnosti si bomo morali vedno dopuščati, da bomo lahko na nepredvidljive situacije bili pripravljeni. Ob zavedanju, kaj pa moramo storiti, da bo tudi naša odpornost bistveno boljša na takšne izzive. Je namignil že na kakšno dodatno varčevanje, ki bi ga mogli v letošnjem letu za to narediti? Za letošnje leto še Apetiti so vedno veliki, a ne, denarja premalo, kar se v gospodinjstvih ponavadi da kar dobro nekako razumeti. V državi so predstave o tem, kaj proračun je, precej različne. Ja, vedno je seveda to vprašanje denarja. Pred vsakim ministrstvu smo imeli zelo težke debate ob koncu lanskega leta, da smo sestavili proračun za naprej in seveda tudi upoštevali, da bomo potrebovali velika sredstva za nujno sanacijo. In to takšno sanacijo, ki nas bo pripravila na morebitne nove ekstremne vremenske razmere, da bomo izkoristili tudi priložnost in se bolj v tem delu pripravili. Tako da zdaj varčevanje je zmeraj tu, ampak jaz bi rekla, da hkrati ob varčevanju je pa ključno, da vlagamo v znanost in raziskave. Tu smo bistveno povečali sredstva, ker to pa pomeni zagon tudi gospodarstva, zagon pridobivanja kapitala nazaj in
samo varčevanje absolutno ni prava pot. In lahko zelo, zelo samozavestno rečem, da ob varčevanju lani, ki je bilo pomembno zaradi poplav, smo uspeli pa znatno povečati ravno sredstva za znanost in izobraževanje. In upajmo, da bomo s tem dvignili To je zagon, produktivnost, ker smo zelo slabi, kar se tiče gospodarstva. na nivoju Evropske unije. Zdaj imamo v tem trenutku aktivni 2 stavki, torej sodniško in zdravniško. Za konec meseca jo napovedujejo tudi upravne enote, saj ljubljanska, verjetno se ji bojo pridružil še kdo, ki so v bistvu še bolj pomembni za evropske volitve kot sodniki, ki so že nekako zagrozili, da če se vlada z njimi ne bo dogovorila in dejansko izvedla ustavne odločbe, da ne bodo sodelovali pri evropskih volitvah, kjer pa v 90% delo upravijo zaposleni na upravnih enotah. Vas skrbi, glede na to, da ste zunanja ministrica, bili ste evropska poslanka, seveda sestavljate svojo listo, da nam notranji spori lahko dejansko ogrozijo letošnje volitve, ki so zelo pomembne. Na upravnih enotah pravijo, mi bi morali že začeti delati in se dogovoriti, kje bodo predčasne volitve, kdo bo tajnik, kje bodo volilna mesta, tista, ki niso klasične in podobno. Smo zdaj že skoraj da v zamudi, kmalu pa bomo, če se stavka januarja začne in ne konča, lahko to resno ogrozi vsa opravila, ki morajo biti seveda narejena bistveno pred junijem. Stavke so legitimno sredstvo izražanja nezadovoljstva, iskanja rešitev, zato tudi potekajo pogovori. Jaz upam, da ne bomo imeli res leta stavk in čaka nas težko delo. Tudi ko omenjate evropske volitve, ministrica za pravosodje je opozorila to, da ni na mestu, da bi ovirali kakorkoli možnost glasovanja. Jaz upam in mislim celo, da se zdaj spet pogovarjajo, da se bo rešitev našla. Povsod seveda za vsako stavko je na koncu odgovornost na obeh straneh, da se išče kompromis. Zdaj evropske volitve letos bodo izjemno pomembne zato, ker se celotna Evropa nekako obrača tudi v skrajno desno v luči nevarnih populizmov, nacionalizmov, ki so v porastu, posledično zaradi ruske agresije v Ukrajini, tudi precej razdeljenega sveta. In jaz mislim, da letos bomo morali predvsem ljudi prepričati, zakaj iti na te volitve in da odločamo tudi o vlogi Slovenije in prihodnosti naše države znotraj Evropske unije, zveze NATO in pa seveda zagotavljanja miru in stabilnosti. Sami ste omenili bojazen skrajne desnice, koliko lahko na teh volitvah dejansko pridobi, sploh v Nemčiji in Franciji se krepijo. Videli smo že vzpon enega od populistov v Nizozemskem. To nekako v zadnjih letih postaja zelo popularno, ta neka populistična retorika zelo vleče ljudi, a ne. Vidimo, kaj se ravnokar dogaja v predizborih v Ameriki. Koliko lahko ta skrajna desnica dejansko pridobi, oziroma ali imajo sploh neke pametne programe, s katerimi bi privabljali volilce, ali gre za neke všečne predvolilne manifestacije in slogane? Zdaj, tudi če pogledava samo v sosednjo Avstrijo, trenutno so tam svobodnjaki praktično vodilna sila, tudi tam imajo jeseni letos volitve, v Nemčiji AfD na drugem mestu, v Franciji Marine Le Pen. Tako da ta skrajna desna struja zelo rada ali se krepi, ko so obdobja kriz, ko so ljudje prestrašeni, ko je bistveno lažje nekako tudi manipulirati z njimi brez nekega prevzemanja odgovornosti. Tudi danes imamo socialna omrežja, medije, kjer lahko vsak pravzaprav napiše, kar želi. Veliko je dezinformacij, veliko je napačnih informacij, ljudje so hitro zavedeni, odreagirajo čustveno in to je tisto res gojišče populizmov in nevarnih nacionalizmov. Tako da
skozi to evropsko kampanjo bo treba predvsem ljudi prepričevati, zdaj jaz kot predsednica Socialnih demokratov, zame socialna demokracija pomeni socialno pravično državo, kjer so zagotovljene temeljne človekove pravice, kjer poskrbimo za tistega najbolj ranljivega najprej, zato da omogočimo eno varno, dostojno življenje. In to pomeni tudi trdne javne šolske, zdravstvene storitve. Jaz mislim, da pravzaprav, če ljudi vprašaš, bi vedno bil prostor za socialno demokracijo, ampak treba je znati na pravi način komunicirati, razlagati in dati prostor vsem. Danes govorimo o majhnih, srednje velikih podjetjih, o startupih, o mladih podjetnikih, gospodarstvenikih. Za njih je treba poskrbeti, da imajo varno okolje, da lahko se razvijajo, da lahko poslujejo, da ne bežijo v tujino, ker so tam boljši pogoji, ampak da delamo tudi bolj privlačno okolje pri nas. Tako da Slovenija tukaj ni ravno izzivov je veliko. idealna na tem področju, ne ravno pri begu. Hrvaška nas kar malo prehiteva Ja, pri ampak davčni po politiki, drugi strani pri pa pogledam, startupih. ja, po drugi strani, ko pa pogledam, bomo zdaj tudi poskrbeli za to, da bomo za vse Slovence, tudi znanstvenike, raziskovalce, podjetnike, ki so v tujini, skrbeli za ta most, kako bi jih lahko privabili domov in imeli tu privlačno okolje, zato da bi to znanje, ki so ga dobili, ali svoje uspehe lahko imeli tudi doma. Tako da jaz bi rekla, celo ko nas gledajo tuje države, smo mi izjemno zanimivi in privlačni Slovenija. Včasih se mogoče ne znamo niti toliko pohvaliti, tudi za tuje investicije smo privlačni. Zdaj jaz z mojega vidika lahko rečem, da vsaj 2 državi, Južna Koreja, zdaj tudi Alžirija, odpirata novi veleposlaništvi. Mi smo zdaj zagnali postopke za dajanje oziroma pobiranje prstnih odtisov konzulat v Filipinih in zelo uspešno, kar je pomembno za slovensko gospodarstvo. Tam teče, da privabljamo tudi delovno silo k nam. Veliko je interesa za prihod k nam, veliko je tudi potrebe na drugi strani pri nas v gospodarstvu. In smo privlačni kot država, ki ima razmeroma visoko kakovostno delovno silo, majhne razdalje, še vedno zeleno in varno okolje, tako da jaz si želim, da bomo predvsem znali to izkoristiti in negovati. Za gospodarstvo je izjemna priložnost tudi naše sodelovanje v varnostnem svetu, tako jaz vidim. Ravno to ste rekli, smo privlačni in kritiki pravijo, ne znamo tega izkoristiti, ne, tudi če se vrnemo na kratko k upravnim enotam, strašni zastoji ravno pri pridobivanju dovoljenj za zaposlitev tujcev. Govorila sem z zaposlenimi tam, pravijo, mi moramo vsakega tujca vnesti v 2 različna sistema, ko so to imena, kjer niso nam blizu, so dolga, zapletena, to podatki tudi, to vse traja bistveno predolgo. Ne znamo poenostaviti, ne znamo, tudi če bi že nekdo želel priti, ga nekako s tem dolgim postopkom nekje na sred poti odbijamo. Bomo znali to spremeniti. Se strinjam, ker so mi te zadeve zelo dobro poznane. Pri nas birokratski postopki, pravzaprav največkrat smo si sami sebi največji sovražni, ker smo toliko zapletli stvari skozi leta. Ne bi rekla, da je to od včeraj. A jih bomo znali popraviti, seveda je to na nas, ne. Zdaj vsaka vlada nova, ki pride, verjetno preseka eno kontinuiteto, pa to ni dobro za vsak sistem. Tam, kjer lahko izboljšamo upravne enote, zagotovo je zavedanje, da je treba marsikaj tukaj tudi izboljšati in je v procesu priprav, kako zapeljati delo, kako tudi pospešiti postopke. Ko govorite o delovnih dovoljenjih, se zavedam, da danes je bilo lažje iti na eno upravno enoto, ki je mogoče ena oseba tam bistveno hitreje naredila postopke in se je tam zbiralo delo kot kje drugje. To ni rešitev. Tako da tudi to dela javna uprava, ministrstvo pristojno, tako da jaz upam, da bomo uspeli pospešiti in tudi seveda skrajšati birokratske ovire. Vidim pa, ko smo delali samo to hitro intervencijo pri poplavnih ukrepih, da smo marsikje tudi željo, da bi ljudem čim prej pomagali, trčili ravno na te birokratske ovire. Pa ne samo to, jaz tudi vidim, da velikokrat so tam, kjer so že stvari postavljene, potem pa neki notranji zapleti, neki razprtije med čisto posamezniki znotraj sistema. To pa gre verjetno tudi za motivacijo v tej javni upravi, kako ljudi motivirati, da bodo imeli res
željo po delu in da bodo potem to tudi oddelali. Če vzamemo pozitiven scenarij in upravne enote ne stavkajo še naslednje mesece, enako ne sodniki in torej imamo evropske volitve, kako daleč je vaša lista in koliko evropskih poslancev želite in kaj je neka realna ocena, da jih lahko dobite? Evropske volitve bodo v začetku junija, jaz mislim, da nič ne bo tega preprečilo. Mi se zelo resno pripravljamo, Socialni demokrati imamo tu eno dobro tradicijo. Če pogledam samo svojo preteklost, sem bila izbrana kot s preferenčnimi glasovi vsaj dvakrat in imamo dobro znanje. Imamo dobre kandidate, 9 ljudi mora biti na listi, jaz si želim seveda najboljšo listo. Da bo to lista, ki bo zmagovalna, zagotovo v tem levo-sredinskem prostoru. Zelo dobro mi je poznan evropski prostor, tudi evropske volitve sem nenazadnje podpredsednica evropskih socialistov in močno vpeta tudi v evropsko kampanjo. Tako da v vseh teh procesih sodelujem, nimamo še liste zaprte, imamo časa. Jaz si želim, da bojo to ljudje na listi, ki bodo želeli svojim znanjem delati v Evropskem parlamentu, delati tako za to, da utrjujemo evropske vrednote, kot tudi slovensko mesto v Evropski uniji. Vi boste na listi, ja, ne? Se še odločate? Jaz pravzaprav, ko sem zaključila svojo kariero v Evropskem parlamentu, sem verjela, da se tja več ne vračam. Moje delo zdaj na zunanjem ministrstvu je velik privilegij, je velika odgovornost. Mi je zelo zanimivo, imam zdaj precej velik nalog pred sabo, bom pa zagotovo zelo vpeta v evropsko kampanjo, kakor se bomo odločili, se bo odločala stranka, ker si želim, da bo to evropska kampanja, ki bo naslavljala predvsem evropske teme, jih je dovolj. Bil je dosežen dogovor oziroma pakt o migracijah in azilu. Kaj konkretno to pomeni za Slovenijo in ali bo to rešilo te migracijske težave? V končni fazi vsako leto imamo več naravnih katastrof, celo mi smo imeli vojne, tako rekoč letno nekje, kar pomeni toliko več migracij, tako političnih, kot tudi čisto zaradi pomanjkanja dejansko hrane, vode, dela in stvari za preživetje. Lahko ta pakt to reši ali je to samo prvi korak sploh v okviru tega, kar sva že prej rekla, ne, krepi se skrajna desnica, kar za migracije vsekakor ni pozitiven znak, niso lih znani po tem, da z odprtimi rokami sprejemajo tujce. Evropska celina je bila vedno prostor migracij, vedno bo. Zdaj z migracijami moramo znati upravljati na nek human način, gre za ljudi, gre za begunce, najprej na tem mestu ali pa za ekonomske migrante. Zdaj Evropa je spodletela tu na več preizkušnjah v preteklosti, kako učinkovito upravljati z migracijami. Predvsem je tu ključen boj proti neurejenim migracijam, proti trgovini z ljudmi, ki povsod narašča. Najlažje je trgovati z ljudmi, z ženskami, z otroci. Tu se delajo veliki zaslužki s kriminalnimi združbami in imamo dve poti, ki sta za nas tisti, ki sta ključni, sredozemska migrantska pot in pa zahodno-balkanska pot. Zdaj, vi veste, da smo prav zaradi, eno je vprašanje varnosti, tudi zaradi konfliktov, drugo pa je tudi narast priseljencev, Italija, Madžarska, Avstrija, notranje kontrole na mejah, Schengen je ogrožen kot tak, že leta tudi Slovenija je uvedla svojo notranjo kontrolo na meji s Hrvaško. Jaz sem vedno nekdo, ki si upa reči, več moramo narediti za zavarovanje zunanjih meja Evropske unije skupaj in obnoviti Schengen, ker je to tisto, kar ljudje najbolj čutijo, svobodo potovanja. In na tej zahodno-balkanski poti res delujemo z vsemi policijami, z organi, tudi s Frontexom, da bi čim bolj omejili. Je problem, predstavlja problem prihod nezakonitih migrantov v Slovenijo. Ga skušamo nadzirati, opazovati, se boriti proti temu v sodelovanju
sodelovanju z drugimi državami, to je ključno. Migracije tudi niso problem Slovenije, to je problem Evropske unije, svetovni problem, zato ta pakt, ki ga omenjate, je pomemben korak, da Evropa skupaj naslavlja upravljanje z migracijami in tu, ko gre za to, da niso tisti, ki pridejo na evropska tla, samo breme Malte, Italije in držav, kjer vidimo te velike tragedije, je en ključ porazdelitve, po katerem Sloveniji pripada nekaj čez 160 ljudi in okoli, mislim, da 10 000 evrov dobi Slovenija za enega od teh premeščenih oseb k sebi. To zdaj ni tako velika številka, jaz mislim, da je to en dober dogovor v smeri tega, da si znotraj Evropske unije skušamo pomagati, predvsem pa, da bistveno več sodelujemo z državami izvora. To se mi zdi ključno v tem paktu, da naslavljamo te države, od koder ljudje imajo vzrok, da odhajajo in probamo tam pomagati. Vzrokov, da ljudje odhajajo, je pa danes iz dneva v dan. Preveč. Če gledava Sahel, Afriko, Sudan, zdaj Bližnji vzhod, to so nova krizna žarišča, ki lahko zelo hitro sprožijo nov val priseljencev. Italija, ki ima desno vlado, je razmišljala o nekih migrantskih begunskih centrih izven EU, kjer bi ona z določenimi državami, recimo z Albanijo, sklenila nek dogovor. Vaše mnenje, je to rešitev nekako te ljudi pustiti na mejah EU-ja? Zdaj, nekateri so zelo kritični do tega. Tudi jaz v delu, če se z ljudmi ne ukvarjamo na nek human način, torej vsak, ki tako ali drugače prestopi mejo, ima pravico, možnost do obravnave, do azilnega postopka. Vsaki prisilni pushbacki ali tudi priča smo bili nasilnemu ravnanju z migranti, begunci ilegalnimi, se mi zdi, so nesprejemljivi. Tu moramo imeti v vidu, da tudi taki centri, ki so postavljeni zunaj Evropske unije, mora biti seveda neka kontrola, morajo biti postopki, ni to zdaj prostor, kjer se ljudi zapre in se jih tam pusti. Tako da Evropska unija mora biti tu zelo previdna, s kom sklepa dogovore. Mi imamo izziv recimo sklepati dogovore o vračanju in zato ti postopki tudi bistveno teže tečejo, kako ljudi vrniti v države izvora. Tu je veliko težav, tudi mi v Sloveniji jih imamo in na koncu migracije niso tema, ki bi jo katerakoli politika smela zlorabljati, ker na koncu gre za človeške usode. Predvsem mora tako leva, desna, kakršnakoli politika tu iskati rešitve skupaj. Omenili ste postopke vračanja, ravno v teh dneh je bila manjša afera, ali kako bi temu rekli, z enim od migrantov, ki je v Sloveniji, ki je redno zaposlen, ki je med poplavami tedne pomagal, torej se je na nek dober način bolj ali manj asimiliral v to družbo, pa vendarle je prišlo do tega, da bi ga skoraj da vrnili na Hrvaško, kamor on seveda ne želi. Manjka nam, sami ste omenili, določene delovne sile, sploh niže kvalificirane in izobražene. Te ljudje delajo neke take službe, poklice. Zakaj vračamo torej nekoga, ki se je dokazano asimiliral v naše okolje, ker nasledniki pridejo lahko slabši, ne? Veliko teh zgodb pride do mene, ko so ljudje že dlje časa tu, imajo možnosti za delo, so do določene mere integrirani, pa jim potem grozi, da zaradi neurejenih dokumentov bodo nekam vrnjeni. Jaz bi bila prva tista, ki bi probala ljudi, ki so dodana vrednost v tem oziru in imajo priložnosti pri nas, izkoristiti. Tudi o tem smo se že pogovarjali na vladi, kako bi lahko ljudi na ta način stimulirali in tudi, ko prihajajo novi, zaznali, kje bi imeli mogoče neke vrline, sposobnosti, da bi lahko v naši družbi delovali. Jaz mislim, da so to tiste prave poteze, da razmišljamo tudi, kako ljudi, ki pridejo tako ali drugače k nam, smo do določene mere tu kar trdi v postopkih. Verjetno bi potrebovali bistveno več individualne obravnave, kar je v takih primerih težko. Se tudi kdaj pogovarjava z ministrom Poklukarjem, kako bi
laže zapeljali, da bi osebno obravnavali kako človeško zgodbo na bolj razumen način. Jaz bi bila prva, da bi v tej smeri res razmišljali. Slovenija v končni fazi ni lih država ciljna, običajno na tej poti, a ne, sploh ko smo pred leti gledali ta velik migrantski oziroma begunski val, so si rekli, kam greste, ko so jih recimo novinarji spraševali, Nemčija, Francija, nihče ni rekel Sloveniji, želim ostati, kar pomeni, da tisti, ki je tukaj, je načrtno in ciljno izbral našo državo in to z nekim razlogom, a ne. Tako Ja, in da- pa teh ljudi je res, kot ste sami rekli, še vedno razmeroma zelo malo. Tudi po azilnih postopkih v preteklosti, ko sem se tudi jaz še malce bolj ukvarjala s tem, nismo bili med tistimi prijaznimi državami končne destinacije, kjer bi lahko hitro, kot je bila recimo znana Skandinavija, kjer so države res zelo hitro omogočile tujcem. Mogoče so tudi ravno zato danes v drugačni situaciji, da se jim je pa kontra situacija zgodila, neka nestrpnost proti tujcem, in so tudi sami zaostrili azilno zakonodajo. To zdaj, jaz leta 2015 se spomnim, ko smo imeli tisti velik migrantski priliv čez Slovenijo, smo tranzitna država, takrat je šlo 1,5 milijona ljudi skozi Slovenijo. Smo premalo razbijali stereotipe, tabuje, z ljudmi komunicirali, veliko je bilo strahu, mogoče predvsem nepoznavanja, kdo ljudje so, kaj želijo, veliko je bilo dezinformacij. Seveda tudi strahu, ampak s tem se je treba ukvarjati, pogovarjati, naslavljati. In Slovenija ni končna destinacija, tisti, ki pa so tuji in iščejo mednarodno zaščito, tam pa bi si želela, da bi danes bistveno hitreje delali postopke. Narod, ki je že desetletja zelo, zelo razseljen, so absolutno Palestinci, skoraj več jih je v Jordaniji kot v Palestini. Nekako ne zgleda, da bi se tole razmere v Gazi kakorkoli umirjale, očitno se celo na nek način eskalirajo, sploh če dodamo dogajanje v Rdečem morju, ki dodatno širi konflikt. Kakšno je tukaj stališče Slovenije? Nismo še čisto podprli tožbo Južne Afrike za genocid proti Izraelu. Nekako smo rekli, da bomo sodelovali v preveritvenih postopkih pred istim sodiščem. Torej, kje smo zdaj, kar se tiče Gaze? Najprej glede Gaze. Vsako nasilno preseljevanje Palestincev je nesprejemljivo, je tudi v nasprotju z mednarodnim humanitarnim pravom. Mi imamo znotraj Palestine razseljenih že skoraj 2 milijona ljudi, kar je 85% celotnega prebivalstva. In tu mi nekateri očitajo, da prehitro rečem, da gre za grobe kršitve humanitarnega prava. Ampak ko imaš pobitih več kot 23,000 civilistov, med temi 2/3 žensk in otrok ali še več, in ko imaš toliko razseljenih Palestincev, je težko govoriti, da gre za spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava. Seveda so sodišča tista, ki odločajo tudi o genocidu. In ta primer Južne Afrike, ki je sprožilo zadevo na sodišču, je zdaj v obravnavi. Sodišče mora povedati, ali bo presojalo v tej zadevi. Tudi Izrael je predstavil svoja drugačna stališča. Južna Afrika je prosila, da se države ne priključujejo, da ne bi zavlačevali postopkov. Tu je treba razumeti, da ko bo sodišče razsodilo, bomo imele države priložnost, da na podlagi pravnih argumentov presojamo, ali gremo zraven. Zdaj, sama odločitev, ali gre za genocid ali ne, je odločitev sodišč. Jaz predvidevam, da bo to večletni primer. Ali se bo Slovenija oziroma slovenska vlada odločila, da pristopi zraven, bomo odločili na podlagi pravnih argumentov, tako kot ostale države. Smo pa do zdaj vedno sodelovali v postopkih pred mednarodnimi sodišči, tudi v primerih, ko gre za Palestino. Z svetovalnim mnenjem smo se pridružili nedolgo nazaj v primeru kršitev Izraelcev na zasedenih palestinskih ozemljih, gre skozi zgodovino na Zahodnem bregu, tudi v vzhodnem Jeruzalemu, ampak tu je treba povedati, da gre za resolucijo, da je Generalna skupščina decembra leta 2022 izglasovala, da mora o tem odločati sodišče. Tudi Slovenija je takrat to resolucijo podprla in zato je to zelo jasna odločitev bila tudi za slovensko vlado. Zdaj,
Humanitarne razmere so v Gazi iz dneva v dan bolj katastrofalne. Skrbi nas dogajanje na Zahodnem bregu tudi. Tam so izraelski naseljenci napovedi o novi nezakoniti naselbini, velik strah, bojazen za mednarodno skupnost in bili smo med prvimi, ki smo podprli, sankcije tudi za izraelske naseljence. Tudi enako, ko govorim za teroristično skupino Hamas, ker je treba obsoditi vsako teroristično dejanje in danes narediti vse za to, da bi vzpostavili pogoje za mirovno konferenco, mirovni načrt, kjer bi sodelovale vse strani, ki bi vodil k priznanju Palestine, torej mirnemu sobivanju Izraelcev in Palestincev. To sem ravno želela vprašati. Leta in leta dolg postopek na sodišču Palestincem v tem trenutku ne koristi enako nič. Na dan jih umre več kot v katerem koli spopadu v tem desetletju, stoletju, tisočletju, daleč največ otrok. Kaj torej zares narediti, da se ta stvar ne zavleče v leta in seveda po možnosti eskalira na širše območje, ker neki sodni postopki so rešitev za določene stvari, ne pa za humanitarno krizo in nasplošno za spopade na tistem območju v tem trenutku. Ključno je trajno premirje, da se spopadi ustavijo. To je prva stvar, ki jo moramo doseči in zagotoviti humanitarno pomoč civilistom, torej zaščita civilistov. Tu bo Slovenija pomagala tudi v pobudah za pomoč otrokom v rehabilitaciji, zato da tisto, kar smo že delali v preteklosti, se nudi pomoč. Zdaj, ali bomo prišli kmalu do humanitarnega trajnega premirja, je vprašanje, na katerega ne morem odgovoriti. Koliko bo pripravljenosti za mir v regiji, zdaj interesov je izjemno veliko. Gre za kompleksen spor, gre za zgodovino, ki ima zelo dolgo brado, ni enostavnih rešitev in tudi, če bi danes vprašali na eni ali drugi strani, ni tiste pripravljenosti oziroma pričakovanja, da bo priznanje Palestine jutri rešilo varnost Izraelcev in Palestincev. Moramo delati korake, pomeni okrepiti palestinsko oblast na Zahodnem bregu, imeti neko mednarodno kontrolo na palestinskem ozemlju, ki bi omogočila najprej varnost ljudem. Tu so veliko iniciativ, pobud, kako priti do tega rešitve dveh držav, kar pa se mi zdi, da je ključno danes, da se vsi strinjamo. Tudi v Evropski uniji in za mednarodno skupnost rešitev dveh držav je tisto, kar se mora na koncu tega procesa zgoditi. Koliko ljudi bo takrat še umrlo, je grozljiva zgodba, zato jaz mislim, da je prav, da vsako priložnost Slovenija izkoristi tudi v varnostnem svetu. Jaz sem že govorila novembra tam, zdaj imamo naslednji teden spet razpravo pod Francijo, da opozorimo na to humanitarno katastrofalno situacijo, pozovemo k trajnemu premirju in pa k prizadevanjem za rešitev dveh držav. Koliko vas skrbi torej ta širitev konflikta na Rdečem morje? Ameriške in angleške sile so napadle cilje Hutijev v Jemnu. Oni so obljubili povračilne ukrepe, takoj naslednji dan potopili en ameriški tanker. Verjetno se s tem ne bo končalo, kar v končni fazi ni problem, ki mu lahko rečemo nek oddaljen, za nas ne zares blizu. Tudi recimo na Luko Koper že vplivajo razmere. Zdaj bodo dobili naenkrat 4 velike matice ladje, zato ker so morale iti okoli Afrike in niso šle čez prekop. Strokovnjaki že opozarjajo na zastoje v logističnih oziroma nabavnih verigah, višje cene, zato ker določenih dobrin, izdelkov ne bo, posledično višjo inflacijo, kar pomeni, da vse to se lahko na vsakega povprečnega Slovenca zelo hitro prelije. Torej, to ni neko vprašanje, ki skrbi tam nekoga daleč stran ali pa neko mednarodno skupnost in vas, ampak lahko to se pozna na življenju, predvsem pa denarnici vsakega povprečnega Slovenca. Drži in Luka Koper nas na to resno opozarja. Tudi zato smo sodelovali pri tej resoluciji v Varnostnem svetu prejšnji teden, da smo ostro obsodili napade Hutijev v morju
in da to resno ogroža ladjarski promet tudi v Sueškem prekopu. Te poti, ki jih ladje zdaj preusmerjajo, se bistveno dlje podaljšajo, po 9 ur, in prizadeva že zelo očitno evropsko gospodarstvo. Tako da seveda smo s tem odprli vrata naslednji dan z resolucijo, ki je bila izglasovana v Varnostnem svetu, da so tako britanske kot ameriške sile začele povračilne ukrepe. Ja, delim skrb, da lahko to dodatno zaplete razmere v regiji, ker opozarjajo tudi drugi. Zdaj, pred dnevi sem gostila ciprskega kolego v Ljubljani, iz Cipra pristanišča odhajajo tudi britanske ladje. Sam pravi, mi ne sodelujemo v teh operacijah, smo pa danes prva tarča povračilnih ukrepov. Tako da to tveganje, da lahko konflikt, tu je vpleten Iran, druge sile, resno eskalira, seveda obstaja. Mi to pozorno spremljamo, na eni strani naš interes je seveda zaščititi naše gospodarstvo, nikakor pa ni interes, da ta konflikt preraste svoje razsežnosti. In ne čutimo tega samo v Zahúcii, v morju, ampak tudi čutimo to z Libanonom, čutimo z sosednjimi državami, da je vedno več teh napetosti, nemira. Zato so ta mirovna prizadevanja, ki jih iščejo poti in načine naprej, izjemno pomembna. Ker težave lahko ratejo res velike, če odštejemo Panamo in panamski prekop, ki ima težave zaradi suše in vremenskih razmer, se lahko ta spor ravno zaradi Irana preseli še na Gibraltar oziroma ožino in noter potegne še del Severne Afrike, kjer imajo oni dobre povezave. Na drugi strani strokovnjaki že opozarjajo na morebitne težave pri tajvanski ožini, kjer bi se spet lahko zapletlo. Na koncu, če tako pogledamo, se nam lahko ladijski promet, če to vse eskalira, dobesedno ustavi v naslednjih mesecih, letih. Zato so ti napori diplomacije izjemno pomembni. Jaz bom imela priložnost te dni govoriti z vrsto kolegov, ministrov, tudi z predsedniki vlad na srečanju v Davosu, kjer bomo ravno govorili o tem, kako ukrepiti ta prizadevanja. Na eni strani bo v ospredju seveda končanje ruske agresije v Ukrajini, zdaj ob drugi obletnici, mirovna formula, kdo se bo usedel za mizo, ali je to pripravljeno strani ruskega predsednika, kar za zdaj je ni. Na drugi strani pa, da se svet pogovarja skupaj, kako naslavljati te konflikte. Zdaj, smo močno polarizirani, tudi v Varnostnem svetu, kjer je težko kakršnokoli resolucijo z resno obsodbo zares sprejeti. Tam imamo eno državo, ki je agresorica in praktično ne spoštuje listine Združenih narodov, svetovne ureditve mednarodnega prava, in je celotna situacija bolj zapletena. Tudi Varnostni svet danes ne more izpolnjevati jasno tega svojega poslanstva, zagotavljati varnosti in miru. So pa vsi ti pogovori zelo, zelo pomembni. Diplomacija pomeni, da kakšne stvari se tudi delajo potiho, da se med sabo dogovarjajo veliki akterji. Vloga Slovenije tu pa je predvsem, da skušamo med temi akterji tako ravnati, da smo tisti, ki si prizadevamo za mir na vseh nivojih. Pa lahko kot majhna, še vedno bolj ali manj neznana država dejansko kaj naredimo? Zelo veliko lahko vplivamo, naša teža glasu se je izjemno povečala, slišijo nas, spremljajo vsako besedo, ki jo izrečemo, to težo imamo tudi zato, ker če gledava sestavo Varnostnega sveta, 10 nestalnih članic danes lahko tudi vpliva na glasovanje in spremeni glasovanje. Ta vloga je pomembna in danes to, da sedimo za mizo velikih držav in smo pred velikimi problemi, soočeni vsak dan pravzaprav, vse, kar rečemo javno, vpliva tako ali drugače na kak del sveta. Analitiki so za letos izpostavili kar 10 konfliktov, seveda sva že omenila Gazo in Ukrajino, potem pa še Etiopijo, Sudan, Mjanmar, Haiti, armensko-azerbajdžanske težave ter seveda kitajsko-ameriški konflikt. Je lahko to leto še slabše, kot se zdi v tem trenutku?
pravijo, da pesimizem ne rešuje problemov, zato ne bom grozila, ne bom črnogleda. Zagotovo to, kar se dogaja na Bližnjem vzhodu, ima lahko, če eskalira, še bistveno večje posledice, na kateri so govorili o tretji svetovni vojni. To gre predvsem tudi za posledice na gospodarstvo, na nestabilne cene, na rast energentov, na povečanje inflacije. Ko smo ravno nekako jo omejili, pomanjkanje nafte, torej to ima lahko mislili, da smo iz tega, pa se je izkazalo, da v bistvu nismo. bistveno večje posledice. Zato je naša vloga tukaj ključna, prizadevati si za mir, spoštovati mednarodni red, delati ta multilateralizem učinkovit in s tem si bomo mi prizadevali. To je tisto največ, kar lahko naredimo in to jaz tudi v pogovorih z vsemi svojimi partnerji skušam poudarjati in predvsem razumeti, kaj so njihovi pogledi, ker potem bistveno lažje iščeš rešitve naprej. Ravno kar so se končale volitve na Tajvanu, ki se tudi nekako topli v negativnem smislu. Zmagal je nekdo, ki nekako nadaljuje politiko stranke in predsednice v zadnjih 8 letih. Je bolj ali manj proameriški. Kitajci ga označujejo kot nekoga, ki povzroča zmedo, težave in podobno. Hkrati pa številke gospodarske kažejo, da so težave na Tajvanu lahko ekstremno velike. Če se zgodi spopad Tajvan-Kitajska, naj bi svetovno gospodarstvo, če se ne motim, izgubilo 10.000 milijard dolarjev oziroma BDP svetovni bi lahko padel za več kot 10%. Torej, nekaj, kar je več kot 2 zadnji največji krizi, torej finančna in pandemija skupaj, samo zaradi enega spopada. Kaj te volitve povejo o vsem tem? Gre za nek status quo, se bo ohranjal? Imeli smo tudi v Sloveniji njihovo zunanjo ministrico pa veleposlanico, torej Slovenija neke odnose ohranja. Oni vedno več tovarn, sploh čipov, selijo v Evropo in v Ameriko, ravno zato, ker se zavedajo težav. Kje smo, kar se tega tiče? Čeprav je to še bolj stran od nas kot Bližnji vzhod, pa vendarle nas lahko ampak spremljamo z zaskrbljenostjo rožljanje v tajvanski ožini strani Kitajske. To, da je zmagal kandidat, ki ni bil povšeči Kitajski ali pa predstavlja recimo tiste demokratične sile, za nas nič ne spreminja. Mi s Tajvanom imamo dobro sodelovanje, tako ga bomo imeli tudi naprej, je pa pozicija naše države tu jasna kot ene Kitajske, tako da v tem delu se ne spreminja. Bomo pa vedno pozorno spremljali, kaj se dogaja, in vsaka skrb, ki prihaja za uporabo orožja v tajvanski ožini s strani Kitajske, je skrb v tem času preveč. V kratkem greste v Davos, kamor pride tudi kitajski predsednik Xi Jinping. Pred nekaj meseci je bil tudi v Ameriki, kjer se je dobival s tamkajšnjimi CEO-ji oziroma lastniki velikih podjetij. Je tudi to neka njegova priložnost za lobiranje, za odnose? V končni fazi Kitajska ima v tem trenutku precej svojih težav. Gospodarstvo ni tako, kot bi si želeli, kot si želi partija. Z vsemi ukrepi do zdaj jim ni tega uspelo spodbuditi. Velika brezposelnost sploh med mladimi, potrošnja pada, nepremičninska kriza, v glavnem precej težav, sicer še vedno 5% rast, kar je recimo za Slovenijo kar wow, ampak za Kitajsko ne prav velika. Kaj recimo menite, da bo on zdaj na Davosu počel? Tam bodo vsi. Bo poskušal tudi te odnose, ki jih Tajvan poskuša z zahodnim svetom nekako nagovoriti, zdaj malo blokira oziroma jih on svoje dal v ospredje. Zdaj, geopolitika se izrazito spreminja, vpliva tudi na gospodarstvo, usmerja se v Indo-Pacifik, tudi ta Združene države Amerike, Kitajska, to rivalstvo, če rečem, se kaže seveda, ampak vrh ZDA Kitajska decembra je bil do te mere uspešen, da vsaja zavest o nujnosti sodelovanja, o bolj uravnoteženi trgovini.
tudi kitajski predsednik. Zanimivo so pobude, kako narediti mirovno načrt, formulo za končanje vojne ruske v Ukrajini. Poglejmo, ali bo Kitajska res zraven in na kak način, ali bo ruski predsednik Putin privolil v to. Ta hip ne kaže znamen, tudi v Rusiji bodo volitve, ampak ko gledam, jaz sem imela priložnost novembra imeti en daljši bilateralni pogovor z kitajskim zunanjim ministrom, sedimo tudi skupaj v Varnostnem svetu, kjer so ravno govorila o tem sodelovanju na eni strani bilateralnem med državama, tudi med Evropsko unijo in Kitajsko, zavez, da je treba sodelovati na vrsti globalnih vprašanj, imeti dialog v boju proti podnebnim spremembam, za zagotavljanje varnosti, v razvoju, v napredku, je ključen. Po drugi strani sem tudi zelo jasno rekla, ko gre za človekove pravice, da tu bomo kritični vedno tudi do ravnanja kitajskega režima, ampak to ne preprečuje tega, da imamo mi dobre odnose in da krepimo trgovino tam, kjer imamo interes. Tako da politika tu Evropske unije do Kitajske ali sveta, predvsem Evropske unije, je ja, sodelovanje je ključno za velike svetovne probleme, trgovinsko sodelovanje bo ravnoteženo tudi med ZDA in Kitajsko. Se zavedamo tega, to sta dve velesili in Slovenija tu išče pa seveda svojo tisto pot, ki odpira in krepi predvsem gospodarstvo. Omenili ste že ruske volitve, letos gre na volitve, če se ne motim, 42% svetovnega prebivalstva, ki ustvari tudi približno tak odstotek BDP-ja. Kar se Rusije tiče, nekih velikih špekulacij in premikov katerokoli stran ni mogoče pričakovati. So pa precej nehvaležne napovedi, kar se tiče ZDA. Začel se je že predizborni postopek in prve volitve na republikanski strani, kjer se je zaenkrat kaže, da bo Trump z velikim naskokom zmagal, čeprav imajo v Iowi enega največjih polarnih valov v zgodovini, pa so ljudje še vedno stali v vrstah. Koliko lahko morebitna sprememba na vrhu Amerike vpliva na geopolitiko in na splošno odnose Amerika-Rusija, Amerika-Kitajska? Trump je bil znan po tem, kako razlaga moj prijatelj Putin, moj prijatelj Xi Jinping in podobno. Se lahko stvari precej obrnejo, če pride do zamenjave na vrhu? Zagotovo se lahko precej obrnejo, temu smo bili priča že v preteklosti, marsikoga to močno skrbi. Vnovičen preobrat v ZDA, ne bi pa zdaj napovedovala. Zanimivo je spremljati to ameriško kampanjo, Amerika je izrazito polarizirana tudi in seveda bi si želela, da zmagajo te demokratične sile, ker tudi bolj skrbijo za svetovni red. ZDA so se pod Bidenom vrnile kar v nekaj formatov nazaj, kjer je zelo ključno sodelovanje, tudi ne nazadnje v boju proti podnebnim spremembam, kar bo naš velik izziv svetovni. Zdaj tu Trumpova politika bo zagotovo en velik obrat stran od tega. Ampak še enkrat, kampanja je, ljudje odločajo, čas bo pokazal, kam bo Amerika šla in naj pri tem ostane. Da zaključiva tam približno, kjer sva začeli. Zdaj, čez ta pogovor je več kot očitno, da ne glede na to, če se nekaj zgodi nekaj tisoč oziroma celo 10.000 kilometrov stran od nas, to lahko na nas zelo vpliva. Včasih kaj, kar se zgodi pri sosedih, manj kot recimo nekaj v kateremkoli morju, ne. Vaša ocena za letošnje leto, glede na to, da je res toliko izzivov, kaj bo na povprečnega Slovenca bolj vpliva? Vsa ta geopolitična trenja in težave ali naš notranji ustroj, stavke, kako se bomo uspeli nekako zoperstaviti inflaciji, ki je seveda popolnoma in več ali manj zunanja, pa vendarle, kako bomo delali z BDP-jem, bomo spodbujali prave naložbe, prave projekte, torej kaj bo na koncu za Slovence ključno? Te neki naši notranji vrtički ali te veliki vrtovi in polja globalno?
Ključno za vse ljudi je, da imajo neko varnost in pa dostojne pogoje za življenje. Jaz mislim, da so to tiste osnovne vrednote, da lahko ljudje delajo, za to primerno zaslužijo in imajo varno tako svoje delovno obdobje kot svojo varnost, v začetku pa seveda tudi možnost izobraževanja. Zagotovo bo to tisto, kar nas bo prvo spremljalo vse. Ampak na to vplivajo pa tudi razmere v svetu, razmere zunaj naših meja, koliko je stabilno gospodarsko okolje. Živimo v svetu globalizacije in v takem svetu vse, kar se dogaja na drugi strani sveta, prej ali slej vpliva tudi na nas. Afrika, nisva jo omenili, Afrika nam je dala veliko zaupanje, ampak Afrika je lahko izvor revščine, podnebnih sprememb, nemirov in vse to, migracije lahko težave s hrano. pljuskne na nas v hipu. In zato je to prizadevanje Slovenije, da tudi zunaj naših meja zagotavljamo mir in varnost, se držimo pravil igre, smo verodostojni akterji, se zdi včasih mogoče nepomembno, je pa bistveno bolj pomembno, kakšno držo imamo, da imamo tukaj samozavestno svojo držo, ker s tem vplivamo nenazadnje na varnost Slovenk in Slovencev in mir. Hvala lepa za vaš čas in za to, da ste bili moja gostja v našem SBC studiu. Več kot očitno vam letos izzivov ne bo zmanjkalo, tako da srečno in seveda čim bolj uspešno in upajmo, da se velik del teh pesimističnih napovedi dejansko ne bo uresničili in da bomo ob koncu leta, ko bomo delali nek tak pregled, rekli, da se na srečo večina slabih stvari ni uresničila. Si želiva isto in hvala za povabilo. Hvala. To je bil, kot rečeno, prvi letošnji SBC podcast intervju, v njem pa več kot dovolj tem, ki so več kot pomembne, relevantne za naše vsakdanje življenje, čeprav niso morda v sosednji ulici, tako da vabljeni k ogledu, poslušanju in srečno do naslednjič. SBC intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov.